Gospod selektor, v primerjavi z Eurobasketom s precej spremenjeno reprezentanco začenjate tale prvi cikel za svetovno prvenstvo. Kakšna so vaše pričakovanja in kakšna si želite, da bi bila pričakovanja javnosti glede tega prvega cikla? Dobro, pričakovanja javnosti so vedno visoka, predvsem zato, ker Slovenija ima visok renome, ne samo med našimi navijači, ampak v Evropi in ne glede na to, s kakšno ekipo smo ali pa s kakšno ekipo se podajamo v kvalifikacije, vedno imamo najvišje cilje. Kar veliko je manjkajočih, med drugim tudi Dončić, Prepelić, Nikolić. Koliko jih boste pogrešali in kako pravzaprav sploh sestavljati igro brez treh glavnih kreatorjev? Tako, kot si sama povedala, pogrešali bomo, zato so tudi eni izmed glavnih protagonisti te reprezentance. Da nas je naloga na vseh, ne samo štaba, tudi igralcev, da skupaj najdemo način, kako ne samo nadomestiti, ampak biti uspešni. Kako pa se vaše delo razlikuje glede na to, recimo, ali je v reprezentanci Luka Dončić ali ga ni, ali je Aleksej Nikolić ali ga ni? Dobro, največja razlika sigurno dela Luka. Vsem drugačna igra je, kot je Luka, in ne razlikuje se veliko, ampak veliko dela je pa v samih pripravah na trening oziroma tekmo. Manjka tudi kar nekaj mlajših igralcev. Se vam zdi, da je to mogoče posledica zgoščenega ritma tekem, ki ga igrajo v ligah? Lahko je to en od razlogov. Drugi je ta, da imamo kar nekaj mladih fantov, ki so šli študirati v Ameriko in enostavno smo zelo omejeni. Že tako nimamo preveč, rečemo temu, bazen igralcev. To je en tistih težjih delov mojega pa dela našega štaba, da moramo vedno znova iskati nove igralce, ki nam lahko pomagajo. In dva novinca sta Stefan Joksimović in Tim Tomažič. Sploh recimo Joksimović bi lahko igra v Euroligi, je član Baskonije, bi lahko bil eden od teh novih stebrov reprezentance? Sigurno. Prišel je v reprezentanco oziroma poklican je v reprezentanco z razlogom, da pomaga. Bomo tudi videli, koliko nam lahko pomaga tudi na samih treningih. V bistvu je sam sebe izstrelil med te reprezentante. Zdaj ima tisto, kar mogoče reprezentanca potrebuje tudi v prihodnosti, da je lahko recimo konkurenčna z najboljšimi ekipami. Koliko pa bo ta cikel mirnejši tudi za vas, mogoče podaljšali ste pogodbo, je vseeno nekoliko lažje? Ne, mislim, da je čisto enak. Mesto trenerja nikoli ni garantirano, tudi če smo se dogovorili za dolgoročno sodelovanje, pa ne zato, ker bi razmišljal o tem, ampak enostavno jaz vedno pravim, če stvari ne tečejo tako, kot treba, oziroma če vemo, da ne moramo sodelovati naprej iz takih drugačnih razlogov, se hitro dogovorimo za to. Torej, če pogledava to ekipo, s katero se zdaj podajate, kaj so njene največje prednosti in kaj je mogoče največja skrb za trenerski štab? Jaz ne želim preveč skrbeti, ne želim iti v tekme ali pa recimo v ta reprezentančni cikl v strahu. Je pa res, ko imaš mlajše igralce, so ene stvari lahko več delaš, lahko smo veliko bolj agresivni, veliko bolj poletni, hitreje lahko stečemo tudi v kontro, iščemo lažje koše v teh protinapadih. Ponavadi, ko imaš mlajšo ekipo, je mogoče malo manj izkušen s tem, tudi mogoče ne bi rekel pameti, ampak je dosti takih neracionalnih odločitev. To je to. Najlepša hvala in srečno. Hvala.